Živijo in lepo pozdravljeni v video seriji Avtentične in ženstvene, ki je najbolj ženstvena poletna video serija v letošnjem poletju. In sicer sem povabila v goste ženske, ki so že stopile v svojo avtentičnost in ki so svoje poslanstvo našle v tem, da drugim ženskam pomagajo, da stopijo v svojo avtentičnost, v svojo ženstveno energijo. In pa danes bomo govorili o tem, kako stopiti v svojo veličino. Z mano je namreč ena čudovita coachinja in predvsem ženska v prvem planu, Barbara Pinter Zupančič, ki je mentorica za življenje s pomenom, drugače pa tudi feminine power coachinja, predvsem pa pomaga ženskam stopiti v svojo veličino. Barbara, povej, kako si ti stopila v svojo veličino oziroma kako si prišla do tega, da druge zdaj podpiraš, da stopijo v njihovo veličino? Najprej, Manca, hvala, da si me povabila v to tvojo video serijo. Res sem počaščena. In moram povedati, da v bistvu že te tvoje besede zdajle so me pravzaprav popeljale v mojo veličino. Ker če te eden tako predstavil, kar si me ti, je to že res lepo. Kako sem jaz prišla do moje veličine? V bistvu je to, rečemo, moja osebna pot, kjer sem morala kar nekaj ovinkov narediti. Najprej iz nekega klasičnega načina študija, zaposlitve in pričakovanja, da me bo ta način življenja, ko bom dosegla neko stopničko na moji karierni poti, da me bo prinesla neko zadovoljstvo. Ampak žal se ni tako uresničil. Po vseh mojih nekih zunanjih merilih bi morala biti zadovoljna in srečna in bi morala živeti neko lepo življenje, ker resnično sem imela vse. Ampak v meni notri je bil nek nemir, nezadovoljstvo. In ta nemir in to nezadovoljstvo nisem znala nekako uravnavati oziroma iz njega potegniti lekcije. In tako sem v bistvu stopila na neko pot osebne rasti, rekla bom tudi osebne preobrazbe, kjer sem v bistvu iskala samo sebe. Danes lahko temu rečem, da sem iskala svojo veličino, ker me je res zanimalo, kaj je v bistvu smisel ali pomen mojega življenja. Ker verjela sem, da vsak ga ima in vsak ga v bistvu lahko tudi daruje drugim ljudem, ampak priti do tega smisla je bila pa kar neka pot. A te lahko vprašam, koliko dolga pot? Ker ljudje si predstavljajo, greš na 2 delavnice, pa 3 seminarje, pa kakšno individualno zadevo in stvar je rešena. Čisto tako te bom vprašala, koliko let? Ja, jaz sem zdaj na tej svoji poti že recimo enih 10 let. Imam eno tako pisemce, mi je žal, da ga nisem prinesla, ker sem ga 10 let napisala, v kakšnem stanju sem bila. Ker to je bila res, lahko bi rekla, depresija, lahko bi rekla, da je bila to tema, ampak od takrat naprej v bistvu sem na poti te neke rasti. In jaz bi rekla, v bistvu zame je ena izmed vrednot je tudi ta, da ljudje ves čas rastemo, da se v bistvu res širimo, da ozaveščamo, res ta smisel življenja. Tako da ne, to ni 2 delavnici, to je resno delo. V bistvu moraš biti pogumen, da greš na to pot. Tisti, ki ni pogumen iti do svoje veličine, se pač ne bo mogel soočati z nekimi bolečinami, ki jih imamo na tej poti. Imamo jih. Kaj pa recimo, se pravi na tej poti, ja, to je pot, ni cilj, ni končna destinacija. Kdaj si potem odkrila, da res je to, kar imaš, da to, kar znaš, da to želiš potem deliti z drugimi? Ja. Da tukaj želiš ne ohraniti samo zase, ampak... Ja. V bistvu je to zelo lepo vprašanje, ker mislim, da je to en tak preboj, ki ga človek naredi, da lahko stopi na to pot, da pomaga nekomu drugemu, ko v sebi ozavestiš, da so ti pomembni ljudje. In da v bistvu imaš rad ljudi, da ti je mar za njih in da nekako želiš svoje darove deliti tudi z drugimi. In mislim, da sem to spoznala takrat, ko sem najela svojo coachinjo, namreč ker sem jaz tudi rabila to podporo, ker sem se predtem vrtela skozi v nekih krogih, nisem pa znala stopiti iz tega ven.
In ko smo v bistvu, ne bom rekla analizirali, ampak tako srčno gledali na moje življenje v preteklosti, sem zelo hitro spoznala, da v bistvu imam to neko podlago že od mojih staršev, ker oba sta taka, da imata zelo rada ljudi. Moja mama je bila farmacevtka in je delala v lekarni in njen odnos do ljudi je bil vedno tisti, ki ga je prenesla tudi do mene. In tudi oče, sicer farmacevt, ampak se ukvarja s fotografijo, dela portretno fotografijo in to, da ustvariš ta stik s človekom, moraš znati se dotakniti njegovega srca. In v bistvu sta mi oba to prenesla. In to sem jaz želela potem tudi na moj lasten način. In ker je bila moja pot ta, da sem iskala, kaj je moj pomen, in vsak ve, da v bistvu samo iz svoje lastne izkušnje lahko resnično pomaga človeku, sem se potem odločila za to pot. To si zelo lepo rekla. Moraš imeti rad ljudi, da lahko to delaš drugače enostavno. Te niti ne zanimajo in se ne moreš z njimi povezati. Ker drugače si samo v lastnem interesu, skrbiš samo za sebe. Ne moreš s tem skrbeti še za nekoga drugega. Na tej poti si odkrila tudi žensko energijo, če samo povem, ti si namreč ekonomistka, univerzitetna diplomirana ekonomistka, in ti si se zelo veliko s financami ukvarjala. To je tako zelo moška energija. Se pravi, tukaj, kako te je pa pol pot vodila, da si poleg tega, da si odkrivala to svojo veličino, ki je v bistvu pot osebne rasti, je pa zraven še ta pot, ki te je peljala pa v žensko energijo. V bistvu je bilo glih mogoče to tisto, da sem začela hoditi po neki drugi poti, ker namreč ta moja poslovna pot je bila res zelo taka moška. Jaz sem delala na prestrukturiranju in privatizaciji podjetij in potem na koncu končala tudi kot vodja kontrolinga. Ampak način, ali pa bom rekla, skupnost ljudi, v katerih sem delala in ta princip, kako dosegati ta uspeh, je bil vedno moški. In vedno je bil samo dobiček in dobiček in dobiček. Meni je bilo pa v bistvu to premalo. In ko sem v bistvu se s temi vrednotami, sem bila malo skregana, ker meni so pač pomembni ljudje, ne samo dobiček. No, tukaj sem v bistvu začela potem spoznavati, oziroma tako bom rekla, notranje sem vedela, da mora obstajati nekaj več. Ampak nisem poznala tega, ker tudi vzgojena sem v bistvu v tem moškem principu, dosežki, moraš biti pridna, moraš doseči nekaj, nekako ni bilo pa cenjeno tisti subtilni del, tisti, ki pa v bistvu nam res, če ga uravnovesiš, enega in drugega, potem ti prinese tisti, da se ti počutiš cel. Tako da bom rekla, da teh 20 let moje delovne dobe v tem nekem klasičnem načinu mi je dal zelo to moško podlago, mi je dal veliko znanja, veliko orodij, kako v bistvu biti vseeno realen, ampak vsekakor se morala potem dodati, zato ker me to ni osrečevalo. In sem v bistvu potem želela spoznavati še ta drugi del. Se pravi, potem, ko običajno, ko smo v enem takem moškem okolju, se mi zdi, da je nekako potovanje vseh žensk, da iz tega moškega okolja išče še nekaj več, ker enostavno nismo v harmoniji notranji. Iz tega vsem smo ženske in imamo to sposobnost, da svojo žensko energijo tudi uporabljamo, če nas jo naučijo uporabljati. To potem uporabljaš tudi zdaj naprej, ko delaš z ženskami. A bi rekla, da se srečuješ z ženskami, ki so na podobni, mogoče bolj na začetku poti kot ti, ali pridejo prej zdaj recimo do nekih takih spoznanj, da je tudi to potrebno, kje v bistvu vidiš, kako, bom rekla, zunanji svet oziroma ženske k meni pridejo največkrat ženske, zanimivo, ki imajo v bistvu to moško okolje. In njihova največja bolečina je v tem, ker se morajo dokazovati na moški način. In je v bistvu moja naloga ravno to, da jim pomagam, da se ukrepijo v tem, da je tudi ta ženski način v redu. Kakšen pa je ženski način uspeha? Dajva to, ker meni je to tudi zelo tako zanimivo, ker teh primerov je zelo malo v praksi.
In je težko eni ženski tudi razložiti, da obstaja tudi drugačen način. Ja. Kakšen je, bom tako rekla, best practices, kakšni so tisti dobri primeri tvojih strank oziroma tistih žensk, ki pridejo k tebi, ki začnejo delati na ženski način? Bom povedala kar na enem primeru, ker se mi zdi, da je to najlažje. Torej, stranka, ki je hodila k meni, in sva v bistvu delali tudi na tem leadershipu, v bistvu na novem načinu voditeljstva, ki ni več samo ta hierarhičen. In ženska je imela je na zelo visokem položaju in je imela v bistvu v svojem nekem obdobju, so delali nek projekt, so gradili pač nek objekt. In ko je njen moški kolega sodeloval z temi projektanti, je bilo vedno samo opozarjanje na napake, ne pa nekako ustvariti prostor tudi za rešitve. In potem enkrat se je zgodilo, da pač tega kolega ni bilo in je ona prišla do tega delovodje in pogledala sta, kje se zatika, ampak ona je na svoj naravni način vzpodbudila tako, da se je začela tista izmenjava mnenj in hkrati je ona svojo energijo naredila potisk. Čist naravno. Tako da ženski princip, bom rekla, uspeha je v bistvu v tem, ne da gleda samo na cilj, ampak da v bistvu ustvari ta prostor in da dopušča različne možnosti. In ženska tudi ona vedno poskrbi za ljudi tukaj okoli, medtem ko moški princip samo gre, je pač ta linearen. In jaz vidim, da ta ženski princip uspeha je v bistvu v tem, da si dovoliš, da ti si prostor za svojo avtentičnostjo in v tem prostoru tudi dovoliš drugim, ali pa bom rekla, jih povabiš, da v bistvu tudi oni izrazijo svojo, kaj naj rečeva, veličino. To se meni zdi pravzaprav dar. In rada bi povedala tako, niso samo ženske take. Moški, ki je v svoji veličini, zna kombinirati in zna v ravnovesje spraviti v bistvu obe energiji. In dobri lideri so ravno tisti, ki znajo v bistvu tudi vklopiti ta ženski princip voditeljstva. Vse tukaj se mi zdi, je ta liderstvo oziroma voditeljstvo. V angleščini imajo tako fajn, imajo v bistvu eno je leader, drugo je pa manager. To sta dve različni, tudi različni energiji. In ženski način je že naravno povezovalen. Ampak nekako do zdaj ni dobil tiste, se mi zdi, priložnosti tudi v poslovnem svetu, jo pa dobiva. Tako da vidim tudi primere, kako in moški in ženske v bistvu dejansko živijo to. Tako da to je zelo ena taka spodbudna. V bistvu ženske, kot sva mi dve, ki delava z ženskavim, ki jim pomagava, da prebujajo te svoje kvalitete, liderske kvalitete, in ki si potem upajo stopati, ker tle je v bistvu ta moč, da si ti upaš biti to, ker ti v sebi naravno čutiš, da si. Ne da se prilagajaš, tako kot drugi pričakujejo od tebe, ampak da si upaš biti to, kar ti si. In takrat povabiš tudi recimo druge. In če lahko sam še to zelo lepo si povedala, ker razlika med menedžerjem in liderjem, sem enkrat prebrala in to res ponavljam tako. Ko sem bila v kontaktu z menedžerjem, sem imela občutek, da je pomemben on, ne jaz. Ko pa sem bila v kontaktu z liderjem, sem imela občutek, da sem pomembna jaz in ne on. In to je ta bistvena razlika med menedžerjem in med liderjem. In verjetno najboljša stvar predvsem je, da se da tega naučiti, tudi da je treba to ozavestiti. Kje vidiš, da je Veš kako, recimo bolj... Ne bi mogoče toliko rekla naučiti, kakor to zbuditi v človeku, ker jaz sem prepričana, da vsak človek to v sebi ima. Ker imamo to človeško komponento, drugače pač ne bi obstajala. Ampak če lahko človeku pomagaš, da se dotakne tega in predvsem, da ga spodbudiš, da je v redu, da to tudi pokaže v življenju, tukaj se začne prebujati moč in veličine. Kaj te pri tvojem delu najbolj fascinira oziroma najbolj navdihuje? Najbolj me navdihuje ravno to, ko vidim, da
ne samo, da je to teorija pri meni, v okviru recimo tega mojega coachinga, ampak da to potem resnično začnejo živeti. Da začnejo funkcionirati iz te nove miselnosti, pa ne samo miselnosti, iz novega čutenja. Ker ko ti začneš delovati na nov način, iz teh novih resnic, šele takrat se začne dogajati transformacija, ne sprememba. Pa bom tako rekla, ljudje imajo zelo radi konkretne stvari, ne? In prej sem že omenila, vsi bi radi zelo na hiter, ampak to ni hiter proces. Ne. Koliko je tista doba, da recimo nekdo res spremeni način, oziroma da se vidijo prvi konkretni rezultati tudi, ne? Manjce tle bi jaz rekla, da je najmanj 9 mesecev ali pa recimo 1 leto. In to neka spremljava in podpora, da si v bistvu ves čas v tem nekem prostoru, ki te vzpodbuja v to, kar ti res si. Ker seveda se nam dogajajo padci in takrat je fajn, da imaš ti takega človeka ob sebi, jaz temu rečem partnerja moči, ki ti v bistvu drži prostor, ki ti ščiti hrbet. Zato, da se lahko spet povežeš s tem nazaj. Ker zgodijo se nam razočaranja, zgodijo se nam, rečemo temu, neuspehu, ki je zame v bistvu polje rasti. Ampak ravno tam, da te eden lahko podpre, recimo en dober mentor ali pa skupina, ki ima nekako isto vizijo in da ti da spet ta zagon, da greš naprej, ne da te potlači, ne da ti reče, a sem ti rekla, da je to brez veze, ampak da ti reče, dajva pogledati, kaj je v tem, kaj je v ozadju tega in to te potem spodbudi, da greš naprej. Tako da ja, jaz bi rekla 9 mesecev, 1 leto, zato da si stalno pod to isto miselnostjo in to podporno energijo. V bistvu teh novih misli se je treba navaditi, ne? Ja. Če smo navajeni delati na en način, v bistvu treba nove navade spodbuditi. Ja. Tako da tukaj pa pridejo različne tehnike in takšne stvari. Zdaj pa, ti si feminine power coach. Ja. Daj majčkeno več povej o tem, kakšne vrste coaching je pa to, oziroma kako čem je se drugačen. Tako, Ker v bistvu coaching je pač coaching. Coaching je v bistvu podpora, vodenje, tako od nekoga skozi proces, ampak prav feminine power coach. Se pravi, vrednost, ki jo jaz vidim, ker sem namreč tudi jaz šla skozi ta proces, je ravno v tem, da se dotaknemo teh svojih 3 centrov moči. 3 centri moči so zelo pomembni za naše življenje. Prvo je to, ker v bistvu veliko ljudi dela, kvalitetno dela, in to je, da pogledaš v svoje otroštvo, da pogledaš svojo zgodbo, življenjsko zgodbo, da v bistvu iz tistega potem potegneš res tiste diamante ven, oziroma se dotakneš tudi teh ran. Ampak kaj je posebnost feminine power coachinga je v tem, da ne samo, da analizira rane, oziroma da zanaliziramo okoliščine, da zanaliziramo, kaj smo vse prinesli iz preteklosti od staršev in tako naprej. To je v bistvu pomembno. To je zelo pomembno, ampak ni dovolj, ker iz tega se treba premakniti naprej. In z feminine power coachingom se premaknemo naprej, da pogledamo, to se pravi, najprej se naučimo, da sami sebe, da smo pod pokroviteljstvom samega sebe. To se pravi, naš ranjeni del in naš močni del. Se povežeta skupaj, da nismo več odvisni od nekoga od zunaj, ampak da smo v bistvu sami sebi ta podpora. In ne samo to, pogledaš onkraj teh neresnic, pogledaš res v resnico. To je pa, da se v bistvu povežeš s tem poljem veličine, ki ga imamo, vsi, samo moramo se ga zavedati. In iz te resnice potem nove akcije. Tle je pa ravno catch, koliko si vztrajen. Ker če to narediš samo enkrat, pa ti ne uspe, 2krat, pa ti ne uspe, je razočaranje. Ampak če si ti ves čas nekako pod to podporo, in pod tem, da te nekdo spominja na to, katero resnico si ti dobil od tega polja, in da iz njega res to delaš, potem se začnejo dogajati spremembe. To je v bistvu ta prvi center moči, kjer postaneš
kaj ne rečeva, starš samemu sebi, recimo, Odrasla ali oseba. pa odrasla pravzaprav, ne. oseba, prevzeti Da ne odgovornost za svoje reagiraš življenje. več iz tistih Tako. otroških načinov, ki si se jih naučil v otroštvu, ampak da Tako. postaneš res Tako. čustveno, razumsko odrasla oseba. Prav, hvala, da si to lepo povedala. Gre se za to, da se v bistvu takrat ustaviš, pogledaš, a ne, kaj je ta zgodba, malo preanaliziraš, ampak greš potem še globje v to. Ne? Ker tukaj pri tem feminine power coachingu ni površine, je samo globina. A ne? Ja, Je globina, tam v bistvu je, a ne, tisto, kar... S površino Kar je pravzaprav ne narediš še nič razen lepotnega popravka. Točno ne. tako. Točno da, tako. če Sam se želiš- potem to zelo hitro, ne, se razmaže, ne, tako kot naš make-up. Drugi center je v bistvu v tem, da stopaš iz strahu v radovednost. Ker če ti Ta je zanimiva. Ja. Strahu v radovednost. Ja. Ker Povej če- več. Se pravi, če deluješ iz strahu, samo iz svojega malega fizičnega jaza, iz tvoje življenjske izkušnje, ki je bogata, ampak obstaja še tisoč in tisoč in tisoč drugih načinov. In to je, če se odpreš radovednosti. A ne? Da rečeš, ne da takoj greš v to, da moraš najti ti rešitve, ampak da rečeš, ok, tole je zdaj moj izziv, a mi lahko, prosim, življenje pripelješ mogoče nove rešitve, oziroma kaj se moram iz tega naučiti. To je v bistvu, da začneš spoštovati svojo intuicijo, ki jo vsi imamo, pa jo v tem razumskem svetu nekako kar odrivamo stran, češ da ni vredna, ampak kmalu spoznamo, da je zelo vredna. Ne? To je tisti pač naš subtilni del, ki ga dodamo v življenje. In tukaj se mi zdi zelo pomemben, da sprejmeš to, da življenje vedno deluje za tvoj uspeh. Tak je to, daj še enkrat ponoviti, to je tako dobro. Življenje vedno deluje za tvoj uspeh. In če začneš gledati iz te miselnosti, potem ne moreš več gledati na to, da je neki neuspeh. Ker iz tistega potegneš ven. Potegneš lekcijo ven. Tudi kritika ni več kritika. Ampak v bistvu iz tistega lahko prepoznaš, ok, tlele je še moje polje rasti, lahko grem naprej. Ampak najbolj pomemben je to, da res zaupaš nečemu večjemu od tebe. Pa se malo upiramo tudi temu. Običajno se upiramo fejst. Ampak zdaj, ko Ja. sva tlele, recimo v tej naravi, lahko vidiva, da to res obstaja. Ker kako to drevo ve, da mora zrasti v to? Zakaj tvoje srce bije? Kako ti veš, da moraš dihati? Nekaj večjega je od nas, ki nam v bistvu želi, a ne, dodati tisto življenje. In če zaupaš temu večjemu, pa vsem kako imenuješ, lahko imenuješ Bog, univerzum, jaz temu rečem divine feminine, rečem ona in z njo recimo se jaz povezujem. A ne. In ta mi da pol tisto širino. A ne. In tako jaz recimo zdaj moje izzive rešujem, a ne grem več v tist, da moram jaz vedeti vse odgovore, a ne. Ampak rečem, lej, Odpreš se, ne? točno tako. Odpreš se polju in Tako. odgovori potem Tako. v bistvu jih sprejmeš, ne? Pridejo, ne? No, ampak Sprejemanje ta je zelo pomembna, ki si zdaj rekla. Ja. Ni dovolj, da se samo odpreš, pomemben je, da tudi sprejmeš. Pomembno je, da slišiš, ne vem, vidiš, da postaješ v bistvu pozoren. Pozoren si pa lahko samo, če si v trenutku tukaj in zdaj. Ne? Ja, Nisi v preteklosti ali pa v prihodnosti. Potem je še tretja Tretji, točka. no. ne? Vem. Tretja je bila pa v bistvu zame največji izziv. Tretja je pa v bistvu v tem, da jaz namreč sem imela največjo zanko ravno v moči. Mene so zelo hitro v otroštvu, Barbara bo že poskrbela sama zase, torej sem dobila tisto nalepko, jaz moram vse sama. In sem v bistvu 40 in več let živela v tem, da jaz moram vse sama, ker je pomenil prositi za pomoč šibkost. In to je meni res me gane, ker v bistvu o tem govorim zaradi tega, ker je bil odpret ta center moči in to je center podpore in prositi za pomoč je bil zame največji izziv. Vedno sem se smatrala ekstrovertirano, ni noben problem, da jaz, ne vem, govorim in tako naprej. Ampak resnično prositi za pomoč
in jaz tega nisem mogla narediti. In sem rabila kar nekaj časa, da sem se v bistvu odprla temu. Zelo pomemben je pa bilo, da sem prepoznala prave ljudi, ki moram prositi za pomoč. Največkrat se namreč mi izgubimo v tem, in to vidim stranke, ki pridejo k meni, a ne pričakujejo recimo podporo svoje družine in partnerjev. Ampak ravno te so tisti, ki bi nas radi ohranili tukaj, kjer smo. Ker nam želijo dobro in želijo, da smo varni. Ampak naša duša hrepeni potem, da gre ven in da se pokaže. In zato je res ena izmed najbolj pomembnih stvari, da se povežemo z partnerji, že prej sem omenila, s partnerji moči. To pa so tiste osebe, ki vidijo tvojo veličino in ki te res podprejo. In ki tudi takrat, ko se ti zgodi karkoli, kar pač ni v tej tvoji povezavi, te ne kritizirajo, te ne manjšajo, ampak ti v bistvu ustvarijo prostor, da ti v tem prostoru to predelaš. In imeti te partnerje moči, a ne, to so recimo te krogi, ki jih mi delamo, ali pa recimo te coachingi, ki jih imamo tudi mi dve. To je ta krog ljudi, teh ljudi, ki te podpirajo v tej veličini. Se pravi, ti delaš individualno in delaš tudi s skupinami. Ja. Daj samo, bom rekla, na kratko razlož, kako izgleda, se pravi, nekdo te pokliče, reče, jaz imam, ne vem, to težavo, želim si pomoč, želim si neko mentorstvo in se potem dogovorita. Ja. Po moji izkušnji, Manca, če je kdo na popolnem začetku te svoje osebne rasti, je veliko bolj pomemben individualni pristop. Zato, ker se mu res lahko posvetiš, lahko mu nameniš res polno pozornost. Ljudje, ki stopajo na to pot, tudi ne znajo biti še v tej prisotnosti, svoji prisotnosti in v bistvu samo sprejemati, tudi od drugih, torej rast od drugih. Včasih se zgodi, da so užaljeni, ker oni nimajo polne pozornosti in tako naprej. Tako da na začetku poti je res pomemben ta individualni pristop. Kasneje je pa nujno potrebno v bistvu to povezovanje. In jaz delam jaz jih imenujem salon ženske moči, povabim ženske, da pridemo tja. Vsaka postavi svojo namero, ni nujno, da je to namera v isti smeri. Vsaka ima svojo namero in jo potem podpiramo v tem. In je potem zgodba v tem, kaj potrebuješ, kako te lahko mi podpremo, kaj potrebuješ od nas. Individualno je pa seveda bolj poglobljena zgodba, srečanja na en teden ali pa 14 dni z določenim namenom in poglobitev v to. Kje te lahko najdejo, še za zaključek? Ja, torej jaz imam spletno stran www.barbarapinterzupancic.si. Tam so vsi podatki o meni gor, torej mail naslov, telefonska številka. Vsako res ljubo pozdravim, naj pride k meni na 30-minutni razgovor, brezplačni, da prepoznamo, katero tako in kakšno podporo potrebuje. Drugače pa pač tudi na Facebook strani stojim za vašo veličino. Tako da me tudi tam pač delim te svoje modrosti. Tako da dobrodošla vsaka, ki me bo začutila. Barbara, najlepša ti hvala za te tvoje modre besede in v bistvu velike besede, ki res, tudi zdaj, ko smo se pogovarjali, sem začutila tako eno tako lepo polje znaš ustvariti, tako da upam, da boš še naprej podpirala veliko drugih veličin svoje lastne veličine. Manca, najlepša hvala. Najlepša hvala za ta pogovor. Tudi jaz imam kurjo polt, kar pomeni, da smo se res lepo povezali in bile v najini veličini, s katero lahko podpreva ostale. Draga ženska, avtentičnost je že v tebi, prav tako tvoja veličina. Verjamem, da te je ta pogovor navdihnil, da stopiš na svojo pot avtentičnosti, na svojo pot unikatnosti. Pri tem pa nisi sama. Sledi svojim občutkom in naj te vodijo.
In če ti je bil pogovor všeč, če se ti je porodila kakšna misel, komentar, aha moment tega pogovora, te vabim, da vpišeš v komentar spodaj pod videom in deliš svoj aha moment z mano, z Barbaro in z vsemi ostalimi ženskami, ki so del te videoserije. Tako kot ti Barbara ponuja mentorstvo in coaching na svoj način, na njej avtentičen način, tako ti jaz ponujam svoj mentorstvo na moj avtentičen način. Preko avtentične Yin akademije, ki prav kmalu spet odpira vrata novi generaciji žensk. Več si lahko pogledaš na moji spletni strani manca.si in preveriš, ali je to nekaj, kar je tebi pisano na kožo. Vabljena tudi na Facebook stran Manca Razboršek Life and Soul Coach, kjer dnevno delim svoje uvide, navdihe, obvestila, še več mojih osebnih aha momentov pa delim na svoji mailing listi in če se vpišeš na njo, dobiš še e-priročnik Zaljubi se vase, ki ti pomaga, da se začneš res zaljubljati v tisto svojo unikatno esenco. Vabljena, da prisluhneš še ostalim 8 pogovorom v tej videoseriji, na njo pa se prijaviš na www.manca.si. Do naslednjega pogovora, en lep pozdrav in čau.